Vsi vemo, kakšne barve je bil prejšnji petek. Bil je namreč črni petek ali, kot mu rečemo politično korektno, temnopolti petek. To je praznik, ki čeprav je omejen na en dan, nekako še vedno traja. Črni petek je mnogo kje postal črni teden in celo črni mesec. To je čas, ko nakupimo toliko šare, da decembra ne moremo plačati elektrike. Dajmo si pogledati, kako se s črnim petkom soočajo čez lužo. Ponekod jih odprejo že v polnoči in so popusti gromozanski. Pa prije potem tudi do kakega stampeda, iz česar izide kdo kot pokojni. Pa seveda tudi v tisti nervozi prije do kakega streljanja. Ja, prav ste slišali, v Ameriki se v trgovinah streljajo. Če mene vprašate, bi morali za črni petek ukiniti znižanje na strelivo, pa si umisliti kakšen popust na urgenci. Ali pa vsaj pri nakupu nagrobnikov. In kaj v črnem petku porečejo Slovenci? Popusti so mi všeč, ideja pa ne vem, če bi jo glih toliko sprejela. Na splošno ne, ampak danes smo glih imeli čas, pa smo izkoristili. Jaz jo čisto razumem. Tudi jaz sem proti, naprimer, spanju s prelepimi neznankami, sam, ko imam čez vikend delih čas. Tako, ko gospodična moram izkoristiti vsako akcijo. Naslednja novica prihaja iz kraja Zreče, kjer nimajo sreče. Tam je... Jebente, če nam je studija spraznil. Tam je iz tovarne Unior uhajal kromov trioksid. Dajmo se zresniti, to je resno. In to v obliki pare. Včasih smo Zreče poznali le po termah, kjer lahko poceni vdihavaš paro v savni, danes pa tam zastonj vdihavajo kromovo paro. Dajmo najprej pogledati, kako vse skupaj komentirajo prebivalci. Ne vem, prvič slišim, no, resno. Zanimivo je, da sem zaposlen pri njih, pa tega ne vem. Sem to včeraj slišala. Pa ne. Nič ne veste? Ne, dejansko nisem doma, nič ti pa. Nič ga ni doma. Pa tudi, če bi bil doma, ne bi vedel. In lih to je problem, da ljudje sploh vedeli niso. Niso vedeli sploh, kaj vdihavajo. A tudi v tovarni niso nič vedeli. Pa, kaj pa direktor? Čeprav so zaposleni opozarjali na uhajanje pare že pred skoraj mesecem dni, pri Uniorju niso obvestili ne pristojnih služb, ne občanov Zreč. Zagotovo z tega vidika obveščanja javnosti smo pač naredili napako. Napaka. Ni bilo prvič, da smo slišali ta stavek. Ali smo ga vsrali. Zreče bo treba malo zluftati, ampak vsi delamo napake. Not great, not terrible. Ampak brez skrbi so zmerili in ugotovili, da ni bilo nevarno ljudem. Problematično je, da so v Uniorju meritve izvedli šele 2 tedna po nesreči. Seveda je problematično! Če so prišli merit po 2 tednih, to je 14 dni, to je cel dopust. Kaj, še zmer velja tiste rek od Bejovićeve, 14 dni bo ključnih, ali kaj? Kaj pa pravi inšpektorat? Obvestili so sicer inšpektorat za okolje in prostor, a iz inšpektorata še do danes niso obiskali podjetja in razmer preverili na terenu. Pa so vsi na dopustu, ali kaj? Inšpektorat za okolje in prostor nima časa za to, kar se dogaja v okolju in prostoru. Kaj, so verjetno preveč zaposleni z notranjimi prostori, ker očitno svojih pisarn ne zapuščajo. Bo pa moral zaradi neukrepanja svojo pisarno zapustiti njihov vodja. Ni pa on edini, ki je kriv. In čigava odločitev je bila, da tega niso storili? To ni bila odločitev. Enostavno nismo do tega se opredeljevali, oziroma nismo v tistem trenutku, da rečem, ekipa, vsi skupaj menili, da je to potrebno. Ej, K2 pri ravnatelju, K2 pri ravnatelju. Ti boj, ko je malo. Ti boj, ne. Je pa lepo, da vsaj priznata, da nista kot mularija obrambno nastrojena. Kar se tiče podjetja, mi smo dolžni obvestiti inšpektorat. In smo ga obvestili, torej za kar imamo mi po protokolu, smo naredili per takoj. Sorry, sem prekmal rekel, ker oni so to javili per takoj. Najprej so javili
per takoj, pa so šli pa na per takoj. Poglejmo resnici v oči. Podjetju Unior je vseeno, kaj vdihava vaš junior. Mularija ima rada kromirane stvari. Zakaj bi jih motila kromirana pljuča? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.